Motivacija za leto 2021. Dobrodošli, moji dragi soustvarjalci, na kanalu Vrtinec ljubezni. Neizmerno sem hvaležna, da že več kot 2 leti skupaj soustvarjamo ta kanal, ki ima že 1000 naročnikov in več kot 225.000 pregledov. Na to sem neizmerno ponosna. To me zelo radosti in mi daje novo motivacijo za naprej. In zato sem vam neizmerno hvaležna. Iskrena hvala, ker me podpirate, me poslušate, mi dajete všečke ter svoje komentarje. To mi veliko pomeni. 1000-krat hvala, hvala za vse. Pred nami je že 3. motivacija za novo leto, ki jo delim z vami. Ponovno smo stopili v novo leto. Stopili smo v leto 2021. Poskušajmo stopiti z nasmehom na obrazu ter polni hvaležnosti in upanja. Bodimo hvaležni za vse izkušnje, preizkušnje in izzive, ki so se nam zgodili v preteklem letu, v letu 2020. Zagotovo je leto 2020 prav posebno leto, ki se bo zapisalo v zgodovino kot leto, v katerem so se zgodile stvari, ki se do sedaj še nikoli niso zgodile. Za vse nas je bilo to povsem novo in nepozabno leto, nova izkušnja. Kljub vsemu, da lahko rečemo, da je bilo leto 2020 zelo čudno, morda drugačno, kot smo pričakovali, in tudi nepredvidljivo, je prav, da se ta trenutek ozremo nazaj in si vzamemo čas, da nam pogledamo tudi malo drugače. Lahko opazimo, kaj vse se nam je velikega zgodilo v tem letu, kje vse smo napredovali, kaj vse smo dosegli, kaj vse smo se novega naučili in kaj vse se nam je zgodilo v tem letu. Koliko vsega smo se v tem letu naučili, predvsem o sebi in o svetu okoli nas. Življenje samo je postalo šola, šola, ki nas je učila. To je bila življenjska šola za vse nas. Zgodilo se nam je veliko novega, za kar ne bi nikoli verjeli, če bi nam nekdo rekel, da se nam bo to zgodilo. Vendar v vsaki novi in nepoznani stvari se lahko naučimo videti in poiskati tudi dobre stvari, ki so pa mogoče na prvi pogled skrite našim očem. Vendar to ne pomeni, da jih ni, le mi jih morda še ne vidimo. Pomembno je, da se učimo osredotočati oziroma fokusirati le na dobre stvari, saj le tako k nam prihaja še več dobrega in le tako lahko sploh opazimo dobre stvari. Ko se osredotočamo le na slabo oziroma negativno, ne moremo videti, kaj se v svetu dogaja dobrega, ker preprosto tega ne vidimo. Mi sami smo tisti, ki se v vsakem trenutku odločimo, kam se bomo osredotočali,
kaj bomo videli, kaj bomo brali, koga bomo poslušali, komu bomo verjeli. Vsak ima svojo resnico in od vsakega resnica je pravilna. Katero bomo mi verjeli? Za nami je zelo nepredvidljivo leto, leto, ki si ga nismo mogli zamisliti. Mogoče bo tudi naslednje leto, leto, ki je pred nami, nepredvidljivo. Ne vemo. Zagotovo pa vemo, da smo mi tisti, ki se moramo učiti prilagoditi, učiti sprejemati in ne upirati temu, kar prihaja. Kajti vsemu tistemu, kar se upiramo, vse tisto postaja tako le še večje in močnejše. Ne smemo se prepustiti strahu, ki ga širijo mediji. Preprosto se moramo učiti zaupati v življenje ter ne živeti v nenehnem strahu, temveč poskušajmo vsak trenutek živeti življenje v vredno življenja. Objemimo življenje ter bodimo hvaležni zanj. Živi smo, tukaj smo, ali ni to že zadosten razlog, da se lahko veselimo, da smo lahko srečni, da smo lahko hvaležni? Zavestno in polno živimo svoje življenje ter se ga zavedajmo in veselimo. Zavestno delajmo stvari, začnimo poslušati sami sebe. Obrnimo se v sebe, soočimo se s samimi seboj. Vse je že v nas samih, le odkriti moramo to. Potrebno je le odpreti svoje srce ter videti vsem tudi dobre stvari. Pomembno je, da ohranimo vero, kajti prav vera in upanje sta tista, ki nas bosta rešila. Vsi imamo to v sebi, le poiskati moramo. Zdaj je čas, da se oblijemo z vso ljubeznijo, ki je v nas samih. Poiščimo radost v sebi, vsi jo imamo. V letu, ki je pred nami, nas zagotovo čaka nekaj velikega. Morda bodo to novi izzivi, nova presenečenja, novo učenje. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Pomembno je le, da zaupamo in da sprejmemo vse tisto, kar prihaja. Pričakujmo dobre in lepe stvari in dobre in lepe stvari se nam bodo zgodile. Ne pozabimo, da za dežjem vedno posije sonce. Kjer je tema, je tudi svetloba. Stvari se nenehno spreminjajo, vse se nenehno spreminja. Če se nam je v zadnjem času zgodilo veliko slabega, se pripravimo zdaj na dobre stvari. Kolikor smo v preteklem letu imeli slabe izkušnje, smo morda trpeli, se slabo počutili, nam ni bilo lepo, smo bili bolni, smo morda ostali brez službe in tako dalje. Poskušajmo zdaj vse to pustiti v preteklem letu. Oprostimo ljudem, ki so nas prizadeli in ranili. Oprostimo sebi za vse napake ter z mirom
in ljubeznijo ter upanjem vstopimo v to novo leto, ki je pred nami. Če tudi se nam bodo dogajale neprijetne stvari, ki so se nam že dogajale v preteklem letu, imamo zdaj že izkušnje in znanje, ter točno vemo, kako reagirati v tistih trenutkih, ko bo najhuje. Bodimo pozorni na prav vse, kar se nam dogaja, in v vsaki stvari poskušajmo najti vsaj nekaj dobrega. Tako nam bo veliko lažje. Verjemimo. Ne obsojajmo okolice, politike, ne obtožujmo drugih. Prevzemimo lastno odgovornost za svoje življenje in se zavedajmo, da smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za prav vse, kar se nam dogaja. Pa naj nam bo to všeč ali ne. Vsega tega, kar se dogaja okoli nas, ne moremo spremeniti. Vedno pa lahko spremenimo svoj odnos do tega, kar se nam dogaja. Vedno lahko spremenimo svoje občutke in svoja čustva. Le mi sami smo tisti, ki se v vsakem trenutku odločimo, kako se bomo počutili ter kako bomo reagirali. Le mi sami se odločimo, kateri resnici bomo verjeli. Če se želimo smiliti sami sebi ter igrati žrtev, se bomo ujeli v začaran krog, iz katerega bomo težko izstopili. Si res to želimo? Zagotovo ne. Poskušajmo zdaj na vse to, kar se nam je dogajalo v preteklosti, pogledati še drugače. Pogledati iz druge perspektive. Bodimo pozitivni. Vidimo dobre stvari. Osredotočajmo se le na dobro. Oblivajmo se z dobrimi občutki, z lepimi čustvi, z radostnimi mislimi in takrat se nam bo tudi naše življenje spremenilo. Čim prej dvignimo svojo vibracijo, ko nam le-ta pade. Zagotovo smo se v preteklem letu naučili, kako zelo je pomembno naše zdravje. Kako zelo je pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, za svoje dobro počutje, za svoj imunski sistem. Zdaj je čas, da se še toliko bolj zavedamo, kako zelo pomembno je, da smo zdravi, da spoštujemo svoje telo, da smo prijazni do svojega telesa, da se zavedamo, kaj vnašamo v svoje telo, ter kako se do njega vedemo. Bodimo ljubeči do svojega telesa. Ko imamo zdravje, imamo vse. Zavedajmo se dragocenosti zdravja. Tega se žal premalokrat zavedamo ali celo prepozno in zdravje jemljemo kot nekaj samoumevnega. Vedimo, da vse ostalo pride in gre. Zdravje je tisto, ki je najbolj pomembno. Zato čuvajmo svoje zdravje in se redno ter vsakodnevno gibajmo na svežem zraku. Izpostavljajmo se soncu, sončnim žarkom. Jejmo zdravo, živo hrano. Pijmo zadostno količino vode.
Svojemu telesu dajmo zaslužen počitek, dovolj spanja. Meditirajmo, razmišljajmo pozitivno, globoko dihajmo ter se čim bolj povežimo z naravo. Poskušajmo čim več časa živeti v trenutku ter se ga zavedati. Delajmo na sebi, čitajmo, se izobražujmo, meditirajmo, afirmirajmo, vizualizirajmo, pripovedujmo si zgodbo, takšno zgodbo, ki nam je všeč. Delajmo tiste stvari, ki nam koristijo. Tako bomo veliko lažje prebrodli vse izzive, ki nas čakajo na naši življenjski poti, ter se z njimi soočali. Nikoli, prav nikoli pa ne pozabimo, kdo smo pravzaprav mi sami in koliko smo vredni, prav vsak izmed nas. Bodimo zadovoljni ter se učimo začutiti tisto notranjo radost in veselje. Poskušajmo biti podobni otroku, ki se zna veseliti majhnim stvarem. Začutimo radost, začutimo veselje. Z nasmehom na obrazu stopimo vsakemu novemu dnevu naproti. Z nasmehom na obrazu stopimo novemu letu naproti. Še bolj se odprimo za dobre stvari, ki prihajajo k nam na vse mogoče načine. Bodimo iskreni do sebe in bodimo iskreni tudi do drugih. Pred nami je novo leto, leto 2021. Kot bi ponovno pred sebe dobili nov, bel, prazen in nepopisan list papirja. In mi sami smo tisti, ki se ta trenutek odločamo, kako ga bomo popisali. Mi sami smo tisti, ki se odločamo, kako se bomo počutili in kaj vse lepega bomo doživeli. Začnimo pisati svojo zgodbo prav takšno, kot si želimo, da bi bila. Prav takšno, kot želimo, da bi se zgodila. Pripovedujmo si jo tako, kot želimo, da bi bilo. Živimo polno vsak trenutek svojega življenja. Začnimo sprejemati sebe ter se brezpogojno ljubiti. Zavedajmo se, da prav takšni, kot smo najboljši. Mogoče tega v svoji preteklosti nismo velikokrat slišali in se tega sploh ne zavedamo, saj smo žal vse prevečkrat slišali, da nismo dovolj dobri, da smo nesposobni, da nismo vredni velikih in dobrih stvari. Morda prav zaradi tega ne vemo, kdo smo sploh v resnici. In niti ne vemo, kako velikih stvari smo v resnici sposobni. Vendar je dovolj zdaj tega vsega. To lahko zdaj spremenimo, le odločiti se moramo ter iskreno pogledati v sebe, pogledati v svoje srce.
kaj vse smo že naredili v svoji preteklosti, kako zelo smo bili sposobni, kako smo naredili velike stvari. Poglejmo se, kje smo zdaj, kaj vse nam je že uspelo in kako velike stvari nas še čakajo. Le odprimo se za vse to dobro in zaupajmo, vse, prav vse nam je mogoče. Le zaupajmo. V novem letu poskušajmo imeti čim manj strahov. Če že pridejo, se jih zavedajmo ter vedimo, da so vsi ti strahovi le v naših mislih in da so plod naše domišljije in da smo pravzaprav le mi sami tisti, ki smo jih ustvarili v svoji glavi. Le mi sami se jih lahko tudi osvobodimo. Ne ustrašimo se, zaupajmo in delajmo na sebi. Delajmo na sebi vsak dan in vedimo, da nam bo šlo vsak dan bolje in bolje. Ne obremenjujmo se stvarmi, ki niso pomembne. Osredotočajmo se le na tisto, kar nam koristi, na tisto, kar nam služi in nam prinaša mir in veselje, na tisto, kar nas radosti. Imejmo mir v sebi ter širimo ta mir tudi na druge. Vedno delamo najbolje, kot znamo. Sami bodimo tista sprememba, ki bi jo želeli in radi videli pri drugih. Nikoli in nikdar pa ne izgubimo upanja in vere. Zaupajmo, da vse, prav vse, kar se nam dogaja, se vedno dogaja za naše najboljše dobro. Pa če tudi morda v tem trenutku tega še ne vidimo, to ne pomeni, da to ni res. Le mi še tega ne vemo. Bodimo hvaležni mnogo bolj kot kadarkoli. Mogoče je prav hvaležnost tista, ki smo se jo lahko naučili v preteklem letu. Pomislimo, koliko je v tem trenutku družin, ki nimajo takšnih pogojev, kot jih imamo mi. Koliko je družin, ki živijo v pomanjkanju, kjer je prisotno vsakodnevno nasilje, kjer so prisotne neozdravljive bolezni, kjer je ogromno gorja in trpljenja, kjer se dogaja veliko hudega, kjer so potresi in druge katastrofe. Se sploh zavedamo, kaj pomeni biti hvaležen za hrano, ki jo imamo vsak dan na razpolago? Kaj pomeni biti hvaležen, da smo živi, da smo zdravi, da smo tukaj, kjer smo prav zdaj v tem trenutku? Kaj pomeni biti hvaležen, da imamo svojo družino? Kaj pomeni biti hvaležen, da imamo topel in varen dom? Kaj pomeni biti hvaležen, da imamo službo? Kaj pomeni biti hvaležen, da imamo prijatelje, ki jih lahko pokličemo? Toliko je teh stvari, ki so nam samoumevne. Vedimo, da mnogi tega nimajo. Mi vse to imamo. Se resnično zavedamo vsega tega?
Toliko imamo vsega, pa se žal tolikokrat osredotočamo le na tisto, česar nimamo, in smo zaradi tega žalostni, se oblivamo s strahom, sovraštvom, trpljenjem. Bodimo zdaj hvaležni za vse to, kar imamo, ter se tega v tem trenutku še bolj zavedajmo. Spoznavajmo sebe na najboljši možni način. Vedno se učimo in rastemo na svoji poti. V sebi ustvarimo srečo, ne iščimo je ven iz sebe. Vse, prav vse je že v nas samih. Verjemimo v čudeže, ki se lahko zgodijo kadarkoli, zgodijo pa se lahko prav nam. Stopimo odprti in pripravljeni v novo leto, v leto 2021. Stopimo z novimi spoznanji in novim znanjem. Prav vsak dan se lahko naučimo še kaj novega. Širimo ljubezen, širimo mir in bodimo sami ta ljubezen in ta mir. Srečno in zdravo novo leto 2021 vam vsem želim. Velik objem prav vsakemu izmed vas. Imam vas rada. Vaša Ima.